Veronika je živela ob koncu 14. in začetku 15. stoletja v obdobju lakote in kuge. Na našem območju se je takrat začela vzpenjati celjska plemiška rodbina, ki je, tako kot je bilo tedaj običajno, svojo moč in vpliv širila predvsem z dogovorjenimi porokami. Da bi razumeli Veronikino zgodbo, spoznajmo 3 glavne igralce pri eni izmed takšnih porok. Tole je Herman II. Celjski. Moč in vpliv celjskih je želel razširiti z dogovorom, da se bo njegov mladoletni sin Friderik II. Poročil z Elizabeto Krško. A zakonca naj ne bi bila srečna. Menda sploh nista živela skupaj. Rodil pa se jima je sin Ulrik II. Elizabeta je najverjetneje imela svojo spletično. To je bila Veronika, nižja plemkinja, ki jo je kronist opisal kot ljubko gospodično. Friderik II. In Veronika sta si bila naklonjena. Ko je Elizabeta umrla, nekateri celo domnevajo, da je ubil Friderik, pa je za ljubezen med njim in Veroniko izvedel Friderikov oče. Njuni zvezi je nasprotoval zaradi svojih političnih interesov, zveze med nižjim in višjim plemstvom namreč niso bile zaželene. Začeli so jo preganjati in jima groziti smrtjo, zato sta 3 leta bežala in se skrivala, živela na Friedrichsteinu, gradu Friderika II., ki pa ga je njegov oče Herman dal porušiti. Na skrivaj sta se poročila, poroka Hermanu seveda ni bila všeč, dal je prijeti sina Friderika II. In ga zaprl v stolp v celjskem gradu, ki je potem dobil ime Friderikov stolp. Veronika je zbežala in se skrivala po gradovih in gozdovih. Pri Ptuju so jo ujeli in pripeljali v Celje. Leta 1425 jo je Herman obdolžil čarovništva in poskusa njegovega umora. V tistem času je obsodba čarovništva pomenila neizbežno kazen in smrt, nedolžnost pa je bilo težko dokazati. A sodišče, ki ga je sklical prav Herman, je Veroniko razglasilo za nedolžno. To je bil prvi dokumentirani čarovniški proces na Slovenskem. A čeprav so Veroniko oprostili, jo je čakala žalostna usoda. Herman jo je poslal na grad Ojstrica, kjer so jo po njegovem ukazu poskušali izstradati do smrti, na koncu pa so jo oktobra leta 1425 utopili.